Pozdravljeni. Povedal bi vam rad nekaj več o AEQ dihanju in o posebnostih AEQ dihanja kot pristopa, ki omogoča ureditev dihanja, povrnitev enakomernega vdiha in izdiha, poveča sposobnost dviga CO2 v telesu in s tem poveča sposobnost absorpcije kisika oziroma omogoča izboljšanje ustvarjanja oziroma delovanja celičnih sistemov, ki spreminjajo kemično energijo hrane v življenjsko energijo. Posebnost AEQ dihanja je, da se predvsem ukvarja z določitvijo vzrokov, zakaj je oseba v preteklosti sploh izgubila pravilno dihanje, zakaj ne more več dihati tako, kot to določa struktura in funkcija telesa, zakaj ima prekratek vdih ali prekratek izdih, zakaj mu poln vdih ali poln izdih povzroča nepotrebno močno telesno reakcijo in neprijetno počutje, ter zakaj v bistvu ima dihanje urejeno na nepravilen način, se pravi, da je pogosto v hiperventilaciji, da diha preveč horizontalno ali preveč vertikalno, da ima paradoksalno dihanje, se pravi, da pri vdihu stisne trebuh, pri izdihu pa sprosti trebuh, kar je glih obratno od normalnega. Pri razlagi in iskanju razlogov za izgubo kvalitetnega dihanja se pri AEQ-ju omogoči, da oseba razume, zakaj noče ali ni smela dihati pravilno, ter potem tudi razume reakcije, do katerih pride, ko začne skozi učenje AEQ dihanja izboljševati dihanje, da razume reakcije, ki nastanejo, ko diha bolj umirjeno, ko ima pretok zraka skozi dihalni sistem izboljšan, da razume, zakaj ob boljšem dihanju čuti tesnobo, napetost, ima nenavadne telesne reakcije, in to razumevanje razlogov za izgubo pravilnega dihanja ji tudi omogoča dovolj dolgo vztrajanje pri učenju pravilnega dihanja, da dihanje bistveno izboljša in da se zna tudi potem soočiti in uporabiti oziroma odpraviti neprimerna čustvena stanja, oziroma da ji ni potrebno se siliti pravilno dihati, da ne čuti občutkov nelagodja zaradi pravilnega dihanja, ker se na prvi pogled zdi paradoksalno oziroma nemogoče ali pa nenavadno, v praksi pa večina ljudi, ki se začne ukvarjati z drugačnim dihanjem, opazi takšne težave, in to je tudi glavni razlog, da večina ljudi po določenem času opusti dihalne prakse oziroma neha izboljševati svoje dihanje. Pri AEQ dihanju se tako učite posebne AEQ dihalne vaje, ki omogočajo spremembo mišičnega tonusa, še posebej v trupu, med vratom in med medenico, omogočajo integracijo gibanja medenice in spodnjega dela trupa pri dihanju, omogočajo razumevanje, zakaj je potrebno spremeniti obliko trebušne votline, če hočemo na najučinkovitejši način vdihniti in izdihniti, ter omogoča razumevanje potrebe po dihalni prekinitvi, se pravi, da imamo po končanem izdihu kratko prekinitev, ko ne dihamo, in se s tem v bistvu pripravimo na nov vdih. Pri večini ljudi oziroma pri ljudeh, ki dihajo nepravilno, kar je danes še posebej pogosto in splošno razširjeno, te dihalne prekinitve ni, ker za njo enostavno ni časa, oseba je preveč napeta pod prevelikim stresom, da bi lahko dihala na tak način, in se tej dihalni prekinitvi, ki je v bistvu
nujen sestavni del tako imenovanega trodelnega dihalnega ritma odpove. Logično to pomeni potem težave z respiratornim sistemom, veliko bolj pogoste bolezni oziroma obolenja dihalnega sistema, prehladi, gripe, astma, povečani mandlni, povečana žrelnica, bronhitis, težave z govorjenjem, težave z glasom, na splošno težave z izražanjem sploh aktivnih čustev, ki so še posebej odvisne od tega, kako ste sposobni razširiti ali skrčiti prsni koš. In z AIKU dihalnimi vajami vedno bolj jasno opazite te nenavadnosti pri svojem dihanju in pri svojem gibanju, ter jih skozi vaje in teorijo, ki je sestavni del AIKU dihanja, tudi vedno bolj razumete. Vsemu skupaj se potem pa dodajo še protokoli za dvig tolerance na CO2 v krvi, ki vam postopno omogočajo povečati raven CO2 v krvi, ter s tem v bistvu normalizirati razmerje plinov v krvi v normalno in pravilno, kar pa potem jasno omogoča drugačno količino življenjske energije, drugačno čustveno zrelost in drugačno učinkovitost izražanja čustev, še posebej z izražanjem skozi glas. Hvala lepa.